Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael z Lino. Danes bomo podrobneje spoznali eno od 12 Izraelovih rodov, Levijev rod. Spoznali bomo njihove tradicije in običaje, vse od svetopisemskih časov pa do danes. Udeležili se bomo tudi edinstvenega dogodka na svetu, ki združuje tisoče potomcev Levijevega rodu. Dobesedno bomo videli, kdo so še danes. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Zdaj smo ob Damaščanskih vratih in skupaj bomo vstopili v staro mesto Jeruzalema, kjer se bo danes odvijal naš veliki dogodek. Torej, pojdimo. Začnimo s tem, kdo je 12 Izraelovih rodov. Zgodba se začne z našimi očaki, Abrahamom, Izakom in Jakobom. Jakob bo imel 12 sinov, njihova imena lahko vidite tukaj napisana, in vsak od njih bo postal začetnik enega izmed rodov. Edina izjema bo rod Jožefa, ki se bo razdelil na dva rodu, ki se bosta imenovala Manase in Efraim. Ampak danes se bomo osredotočili na rod Levija in njegove potomce, Levite. Levi je bil tretji sin Jakoba in Li in njegovi potomci bodo oblikovali rod, ki se bo razlikoval od vseh drugih rodov. Ker bodo izbrani, da opravljajo službo Bogu in bodo duhovniki za vse ljudstvo Izraela. In ko se konča suženjstvo v Egiptu, lahko ljudstvo Izraela verjetno ponovno pride in ponovno osvoji obljubljeno deželo. Ta dežela pa bo razdeljena med 12 rodov. Vendar ravno Levijev rod, ker so tako drugačni, ne bodo prejeli zemlje v dediščino. Zakaj? Ker nam sama Biblija pravi, da bo Bog njihova dediščina. Vendar pa Mojzes levitskemu rodu ni dal dediščine. Gospod, Bog Izraela, je njihova dediščina, kot jim je že povedal. Oni so prejeli 6 mest, ki so bila razpršena, in to so Golan, Ramot, Bezer, Kedeš, Sihem in Hebron. In prav zato so bili tako razpršeni in niso prejeli zemlje, ker so morali opravljati službo za Boga, za vse izraelske rodove. Zato so morali biti med 12 rodovi in niso se smeli ukvarjati s kmetijstvom kot drugi. Torej, kako so se preživljali? Preživljali so se z desetino, kot je zapisano v numerih. Tudi Levitom boš govoril in jim rekel: ko prejmete desetine od Izraelovih otrok, ki sem vam jih dal kot dediščino. Ko ljudstvo zapusti suženjstvo v Egiptu, zgradijo shodni šotor, ki je neke vrste premični tempelj. V njem pa je bila skrinja zaveze, v njej pa tabli postave. In ta shodni šotor spremlja Izraelce 40 let v puščavi in nato tudi ob vstopu v obljubljeno deželo. Kasneje pa bodo končno zgradili Jeruzalemski tempelj, ki bo stal več kot 1000 let. In Leviti bodo tisti, ki bodo zgradili shodni šotor in tempelj ter skrbeli za njuno vzdrževanje. Oni bodo tudi služili kot stražarji svetišča, peli bodo psalme in imeli bodo tudi naloge zunaj Jeruzalemskega templja. Na primer, bodo sodniki in učitelji. In k Levijevemu rodu sta spadala tudi sama Mojzes in predvsem njegov brat Aron. Aron bo izbran za prvega duhovnika izraelskega ljudstva, zato ga v hebrejščini poznamo kot Aron HaKohen. Kohen pomeni duhovnik. V judovstvu je duhovništvo dedno, zato so Aronovi sinovi, vnuki, pravnuki in tako naprej. Bodo duhovniki ljudstva, zato jih do danes imenujejo Kohen, torej duhovniki. Pomembno je poudariti, da Aron ni prvi duhovnik na svetu. Pred njim je bilo še nekaj drugih duhovnikov.
eden najbolj znanih je Melkizedek. Vendar moramo vedeti, da je Aron prvi duhovnik izraelskega ljudstva v pravem pomenu besede. Torej, imamo Levijev rod, znotraj Levijevega rodu pa obstaja posebna družina, to je družina Kohen, ki so pravi duhovniki in so Aronovi potomci. Aron pa je bil Mojzesov brat. In oni so opravljali glavne naloge v templju. Naprimer, živalske žrtve, ki jih danes ni več. Imeli so posebna oblačila, kot lahko vidite, in znotraj te družine je bil izbran veliki duhovnik, to tukaj pa so njegova oblačila. Čeprav obstaja delitev med plemeni, so vsi del istega naroda in vsak se lahko poroči tudi z nekom iz drugega plemena. In kako je potem, vedno se šteje po moževi strani, po očetovi strani. Naprimer, če bi se ženska iz Levijevega plemena poročila z moškim iz Judovega plemena, bi bila potem šteta kot del Judovega plemena. V času kralja Davida in kralja Salomona se je Aronova družina zelo povečala in zato je bila razdeljena na 24 skupin, na 24 klanov. In Birondi so zelo dobro organizirani, saj je vsak vedel, v katerih tednih mora služiti v Jeruzalemskem templju. Z izjemo velikih svetopisemskih praznikov, kajti v času velikih praznikov, naprimer v tednu, v katerem smo zdaj, to je teden praznika šotorov, so se vsi zbrali in skupaj služili tukaj v Jeruzalemu. Vse pa se bo spremenilo leta 70 po Kristusu, ko bodo Rimljani uničili Jeruzalemski tempelj. In to bo šok in travma za vse ljudstvo Izraela, predvsem pa za Levite. In za Kohanim, ki bodo zdaj izgubili del svojih nalog, svojih glavnih nalog, vendar ne vseh. In končno je prišel trenutek, da spregovorimo o Levitih in Kohanim v današnjih dneh. Do današnjih dni vemo, katere so te družine in imajo pravice ter dolžnosti, ki se razlikujejo od preostalega ljudstva Izraela. In vprašanje, ki kar ne da miru, kako še vedno vemo, katere so te družine? Tudi po 2000 letih, ko je Jeruzalemski tempelj uničen in požgan, bodo pergamenti in velik del spisov, ki so bili v templju, uničeni. A vendar so obstajale kopije tudi na drugih krajih, tukaj v Judeji, v Galileji in celo zunaj Izraela. Ena od teh kopij je bila najdena celo v Jemnu, z seznamom 24 skupin Kohenov in krajem, kjer je vsaka od njih prebivala. Poleg tega so Koheni in Leviti na različne načine označeni v vsakdanjem življenju judovskih skupnosti. Naprimer, na grobovih. Na grobu mojega dedka po materini strani, ki je Kohen, bo na njegovem grobu ta simbol. Simbol rok je simbol kohenske družine. Enako, če bi bil Levit, bi bilo napisano, da je Levit. Na poročnih potrdilih bo jasno označeno, kdo je Levit, kdo je Kohen in kdo je del preostalega ljudstva Izraela. In ta potrdila so obvezna, tako lahko poiščem svoje potrdilo ali potrdilo svojih staršev, potrdilo svojih starih staršev in tako naprej. Do danes se javno bere Tora iz zvitkov vsak ponedeljek, četrtek in soboto. In ljudje so poklicani k bralnemu pultu, da berejo za skupnost. Prva oseba, ki je poklicana, bo vedno Kohen, duhovnik. Nato bo to Levit, potem pa je povabljena k sodelovanju tudi preostala skupnost. To pomeni, da če greš v sinagogo, če obiskuješ sinagogo, zelo dobro veš, kdo so Kohanim, kdo so Leviti in kdo je del preostale skupnosti. To pomeni, da ne vedo samo ljudje, kateri družini pripadajo, ampak tudi preostala skupnost ve drug za drugega. Danes ocenjujejo, da je 600 000 Levitov, seveda skupaj z Leviti in Kohanim.
In to predstavlja 4% svetovnega judovskega prebivalstva. In nekaj izjemnega, kar so naredili z delom teh 600 tisoč ljudi, so bili genetski testi. In tako lahko nekoliko bolje preverimo njihovo poreklo. Zdaj pa si poglejmo nekaj teh ljudi in raziskav. Naziv in funkcije Kohena se prenašajo od očeta na njegove sinove. Na enak način se prenaša tudi Y-kromosom. In to pomeni, da imamo genetski način za analizo izvora te družine. Študija je vzela DNK Kohenov, ki živijo na različnih koncih sveta. In ugotovili so, da ima večina med njimi 7 nenavadnih genetskih označevalcev na Y-kromosomu. In to dokazuje, da imajo enega ali več skupnih prednikov. In kot vemo iz Svetega pisma, nam Sveto pismo pove, da je bil ta skupni prednik Aron, Kohen Aron, Mojzesov brat. In zdaj sem zelo navdušena in zelo ganjena, ker gremo na Birkat HaCohanim, na Aronov blagoslov, na duhovniški blagoslov. Se spomnite, da smo omenili, da so se v času velikih praznikov, vključno s praznikom šotorov, duhovniki zbirali v Jeruzalemu. To se še vedno dogaja vsako leto med praznikom šotorov. Tisoči potomcev Levitov in Kohenov pridejo sem, v Jeruzalem. Skupaj bodo izrekli Aronov blagoslov iz 4. Mojzesove knjige. Ista molitev, ki so jo molili pred 3000 leti v prvem templju v Jeruzalemu in tudi v drugem templju v Jeruzalemu. Dobesedno bomo videli košček žive biblijske zgodovine, ki se še vedno dogaja. Zdaj bomo osebno videli Levite in Kohanim. Pojdimo. Ta blagoslov je bil opravljen v Jeruzalemskem templju. Toda, ker je bil tempelj uničen, kje se ta blagoslov izvaja danes? Izvaja se pri zidu objokovanja, ki je del, ki je ostal od drugega templja. Preden gremo k zidu objokovanja, vam želim hitro nekaj pokazati. Poglejte za menoj to kočo, ali kot ji pravimo v hebrejščini, suka. Je del praznovanja svetopisemskega praznika šotorov. To je eden od 7 glavnih svetopisemskih praznikov in traja 7 dni. In spominja na 40 let, ki jih je izraelsko ljudstvo preživelo v puščavi. Pred molitvami se opravi tradicionalno umivanje rok. Tukaj lahko vidimo nekaj ljudi, ki se že pripravljajo. In včasih tudi Leviti pridejo umit roke Kohenim, tako kot je bilo v času samega templja. Zid objokovanja je ločen na moški in ženski del. Danes bomo pogledali moško stran, saj so moški Koheni in Leviti tisti, ki izvajajo vso pripravo in ceremonijo. In tukaj je zdaj že na tisoče njih zbranih in čez nekaj minut bodo že začeli z Aronovim blagoslovom.
In tukaj pri zidu objokovanja, ki je del Jeruzalemskega templja, se želim posloviti od vas. Spomnim vas, da se naročite na kanal in se vidimo naslednjič.